Spoštovani, že četrto leto smo se zbrali na predvečer Narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Čeprav je bil dan spomina uradno ukinjen, smo zopet tu, saj sta spoštljiv spomin in ljubezen močnejša od vsakega sovraštva. To so nas s svojim tihim zgledom naučile premnoge matere, žene, hčere in sinovi, ki so kljub zapovedanem molku žalovali in se spominjali svojih fantov in mož, žrtev revolucije, upajoč, da bodo nekoč pomorjeni končno našli počitek v posvečeni zemlji. Upajoč, da bo prišel čas, ko jim bo vrnjeno dobro ime in dostojanstvo, ki gre človeku. Vsi ti pomorjeni so bili naši ljudje. Prav zato bi morali farni križi, postavljeni ob odru, pretresti vsakogar, ki se ozre vanje. Številke na njih niso samo seštevki mrtvih. Za temi številkami so zgodbe ljudi, njihova hrepenenja, pa tudi talenti, ki bi jih lahko še darovali v dobro svojih bližnjih, svojih vasi in mest ter svojega naroda, ki so ga neizmerno ljubili. Če jih ne bi revolucionarna oblast obsodila na krivično smrt. Žal prepočasi to prodira v našo zavest. Tako boleče odmeva pred nekaj tedni sprejeta odločitev Ustavnega sodišča, da ni pristojna izrekati se o ukinitvi dneva spomina. Tehnično ima morda prav, toda komunistično nasilje je preveč zarezalo naš narod, ga pohabilo in razklalo, da bi si to lahko privoščilo. Ukinitev dneva spomina namreč pomeni institucionalno sporočilo, da trpljenje, ki ga je država še včeraj štela za vredno posebnega javnega spomina, tega priznanja danes nima več, je zapisal eden od dveh ustavnih sodnikov, ki sta glasovala proti. Toda ne glede na vse, danes smo zbrani tu, da se spoštljivo poklonimo vsem žrtvam komunističnega nasilja. Naš današnji večer je tudi poln upanja in pričakovanja, da bomo končno lahko dostojno pokopali pomorjene. To upanje nam zbuja ta teden vložen zakon o pokopu in spominu na žrtve prikritih grobišč. Sprejetje tega zakona tako ni politično dejanje. To je dejanje človečnosti, dejanje pietete, ker smo ljudje. Spoštovani, naša slovesnost naj poteka v tišini, zato vas prosimo, da med svečanostjo ne ploskate, ne nastopajoči. Naši pokojni naj bodo v naših srcih.
Ta večer vstopam kot pravnik žrtve komunističnega nasilja. Franjo Rožič, sicer hercegovec, civilist, je bil maja 1945 zajet v Zagrebu. Stara mama Mila se spominja, kako očeta nekega dne ni bilo domov. Izvedeli so, da pri Maksimiru zbirajo moške. Tja so se odpeljali s tramvajem in mala 4-letna Mila je stekla proti očetu, ko ga je opazila pri vratih zidane ograje. Vojaka sta jo odrinila in v joku se je vrnila v mamino naročje. Takrat je svojega očeta tudi zadnjič videla. Verjamemo, da je bil ata Franjo ubit v naslednjih dneh nekje v Zagrebu ali njegovi okolici. Marica je ostala brez moža, Kruno in Mila brez očeta. V Sloveniji, kamor so zbežali potem, ko so jim pobrali vse, tudi stanovanje in obleke, je Mila spoznala in se poročila s Francijem, čigar oče Stanko Pogačnik je bil med vojno pri partizanih. Tukaj torej stojim tudi kot pravnik partizana. Pred nekaj tedni na velikonočni ponedeljek mi je dr. August Mencinger povedal nekaj svetlega in odrešilnega. Opisal je dogodek, ko je v času vojne vihre partizan Stanko, ki se je spustil iz jeseniških gozdov, skrivaj obiskal njegovo mamo in jo prosil, naj mu posodi rožni venec, da bodo s fanti lahko ob večerih molili. Misel, da sta praded Franjo umorjen strani revolucionarnih sil in pradedek Stanko, partizan, molila istega očeta in morda molila tudi zame, Megane, mi postavlja vprašanja, predvsem pa mi prinaša tolažbo. V molitvi predajemo Bogu, dobremu očetu rane naše Slovenije. Prosimo za vse žrtve, ki jim je totalitarni režim vzel življenje ali jih oropal veselje do življenja. Prosimo usmiljenja za storilce, prosimo daru odpuščanja za svojce, prosimo za spravo v naših srcih in našem narodu, prosimo za mir na svetu in prosimo, da se na ustnice Slovencev vrne molitev, ki nas vse dela brate in sestre enega očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Staznica, v sočasih
Med žrtvami komunizma je bilo izredno veliko slovenskih duhovnikov. Mnogi so bili kot nasprotniki komunizma umorjeni že med vojno, mnogi po njej. Po zmagi revolucije je komunistična oblast duhovnike na vse možne načine preganjala, onemogočala, nadlegovala. Kaka tretjina jih je bilo zaprtih. Med njimi je bil tudi duhovnik, pisatelj in kulturni delavec Joško Kragelj, župnik v gorski vasi Livek na Tolminskem. Za božič leta 1948 ga je politična policija aretirala in ga odpeljala v tolminski zapor in junija leta 1949 je bil pred okrožnim sodiščem v Tolminu obsojen na smrt z ustrelitvijo. Po pritožbi so mu to kazen sicer spremenili v 20-letni zapor s prisilnim delom, a mu tega sklepa kar 8 mesecev niso sporočili. Ves ta čas je v negotovosti, čakajoč, kdaj ga bodo poklicali pred rablje, preživel v smrtni celici. Julija 1956 je bil pogojno izpuščen iz zapora. O svojem zaporniškem življenju je napisal knjigo Moje celice. Poslušajmo njegovo pripoved o tem, kako je kot zapornik na tem svojem križevem potu srečal svojo mater. Sem bil v tistem podzemeljskem bunkerju, v Tolminu. Pred oknom je bil še zidek, da sem, kot bi rekel, skozi špranjo videl ven. Takoj po novoletnih praznikih, ko so me nekaj dni pustili pri miru, drugače so bila zaslišanja vedno po noči, mislim, da več kot 50krat, prav sredi noči. Tam sem imel vsaj pograd, lesen, da sem na tistem pogradu ležal in gledal ven. In kar naenkrat zagledam mamo, ki se je bližala tej hiši žalosti. In sem zakašljal in ona je obstala kot okamenela. Razumela je, da je to moj pozdrav, in tudi ona s kašljem odgovorila. Imela je nahrbtnik, nekaj je prinesla zame in ko sem šla po tistih stopnicah, sem se bal, da ne bodo še njo obdržali. Ko je odhajala, jo je spremljal mladnik, ki je drugače ni bil tam v službi, ampak kot za nesrečo prav tisti dan. In je zrela in jaz odkašljal. In tako je šel povedati poveljniku, da je potem pritekel po stopnicah, odprl tisti bunker in me preložil v drugega, v sosednjega, ki pa je imel 2 zunanji steni in eno samo odejo, stene vlažne, tako da sem potem od 4. januarja do 2. julija bil potem v tistem podzemeljskem vlažnem bunkerju. Ampak sem si mislil, za mamo se splača tudi to potrpeti. Sem pač dan je, da sem tam in da sem še živ. In to je bilo tudi za mamo tolažbo. Takrat sem razumel 4. postajo križevega pota, kaj je pomenilo tudi za Jezusa, ko se je srečal z materjo, ko je nesel težki križ. Tu sem bil v tistem podzemeljskem bunkerju, Nocoj stojimo tukaj v tišini, ki ni prazna. To je tišina, ki govori. Tišina zemlje, ki skriva zgodbe. Tišina srca, ki nosi spomin. To ni le spomin na zgodovino, to je spomin na ljudi.
na očete, matere, sinove in brate, na tiste, ki niso imeli dostojnega pokopa, na tiste, ki niso imeli zadnje besede, na tiste, ki niso imeli pravice, da bi bili žalovani. Sam stojim tukaj kot sin očeta, ki je bil domobranec po krivico priganjan, sin matere, ki se je po krivici morala reševati z begom, a hkrati tudi kot sin staršev, ki so nas učili nekaj zelo preprostega in zelo zahtevnega, da ne živimo v sovraštvu, ampak v ljubezni. Niso nas učili, da iščemo krivce. Učili so nas, da ostanemo ljudje, in prav to nosim s seboj nocoj. Morda nisem vsega tega živel tukaj. Velik del življenja sem preživel v daljni Argentini, ki je odprto sprejela vse, mlade, stare, zdrave in bolehne. Tam so si ustvarili nov dom. Nastajale so nove družine daleč od svoje matične domovine. Resnica, ki je bila in je včasih tukaj še neizgovorjena, gre z nami. V spominu, v jeziku, v tišini. Slovenski narod ni izgubil samo ljudi, izgubil je domove, družine in generacije, ki so morali zaradi nasilja in strahu do življenja oditi. A tisti, ki so odšli, niso nehali biti Slovenci. Gradili so skupnost na temeljih vere, šolstva in kulture. Ustanovili so šole, da bi otroci znali jezik svojih staršev. Peli so v zborih, da bi ohranili dušo svojega naroda. Plesali so slovensko folkloro in šivali slovenske narodne noše, da ne bi izgubili identitete. Tiskali so knjige, da slovenska beseda ne bi utihnila. Skratka, ostali so Slovenci, zvesti Bogu in domovini. In mi, ki smo bili rojeni daleč stran, smo zrasli zgodbo o Sloveniji. Z ljubeznijo do domovine, ki je nismo nikoli videli, z občutkom pripadnosti, ki ni bil samoumeven, ampak podarjen. Zato nocoj ne stojimo tukaj zato, da bi sodili. Stojimo tukaj zato, ker si upamo pogledati resnici v obraz. Ker ne molčimo ob umorih in krivicah, ker ne pozabimo na ljudi, ki so bili ubriti brez sodbe, brez dostojanstva, brez pokopa. Zavedamo se, da brez resnice ni miru. Sprava ni beseda, sprava je pot. Kot kristjan v tem vidim nekaj še globljega, pasijon. Ne samo kot zgodbo, ki jo uprizarjamo, ampak kot prispodobo naroda. Slovenski narod je šel skozi svoj pasijon, skozi trpljenje, skozi razdeljenost, skozi rane, ki še danes niso zaceljene. A v vsakem pasijonu obstaja nevarnost, da ostanemo samo pri križu, da se navadimo na razdeljenost in molk. Toda pasijon se ne konča na križu. Če ni vstajenja, pasijon nima smisla in vstajenje ni samoumevno, ne pride samo od sebe. Brez resnice, priznanja krivic in ljubezni ni vstajenja. Narod, ki ne prizna svoje bolečine, ostane pribit na križ svoje preteklosti. Narod, ki ne zmore resnice, pa ostane ujet v razdeljenosti. Zato nocoj ne govorimo samo o tem, kaj je bilo. Ko smo tukaj zbrani, govorimo tudi o tem, kaj želimo postati. Želim si, da bi si znali gledati v oči, si želeli dobro in se spoštovali. Da bi to, kar so nas učili naši predniki, ljubezen, ne sovraštvo, postalo tudi pot prihodnjih generacij. Če tega ne bomo zmogli, bo razkol obstal. Dragi vsi, lahko ukinejo dan, ne morejo pa ukiniti spomina, ne morejo ukiniti bolečine. Me veseli, da se tudi na ravni države odpirajo poti, ki želijo žrtvam prikritih grobišč vrniti ime, dostojanstvo in mesto v našem skupnem spominu. Ne zaradi politike, ampak zato, ker smo ljudje. Narod ne umira samo takrat, ko izgubi ljudi. Narod počasi umira tudi takrat, ko izgubi občutek za resnico,
ko ga trpljenje drugega ne gane več, ko molk postane udobnejši od poguma. Zato spomin ni obračanje nazaj. Spomin je odgovornost in ni pomemben samo zaradi mrtvih, ampak tudi zaradi živih. Da ostanemo ljudje, da ne pozabimo, kaj se zgodi, ko človek človeku preneha biti brat. Če bomo zmogli ohraniti resnico in spoštovanje do vsakega življenja, potem ta spomin ne bo samo rana, ampak tudi temelj. Temelj, na katerem lahko narod znova najde moč. Dovolite mi, da zaključim z besedami dr. Tineta Debeljaka, zapisane v Cerkvi Marije Pomagaj v Buenos Airesu. Besede, ki sem vsakič prebiral in so se mi globoko vtisnile v srce. Glejte jih, duše slovenskih žrtev vojne revolucije, prisilnih vrnitev, izgnanstva. Spominjaj se nas, upijo iz odstranstva. Za mrtve ne bodi mrtev, moli za pokojne. Novinarka in pisateljica gospa Natalija Švab je na spletni strani 24 ur objavila naslednje pretresljive besede. Ta kraj ni več taborišče, ni več kričanja paznikov, ni več vrst izstradanih ljudi, ki bi pod težo kamenja padali po stopnicah smrti. Ni več grmat trupel razčlovečenih ljudi. Na tem kraju ne hodimo samo skozi zgodovino, hodimo skozi dele družinskih zgodb. Dragi moji, morda ste pomislili, da so ti kraji, ki jih novinarka omenja, Kočevske jame in še 700 drugih po Sloveniji, da sta to Teharje in Huda jama. Ne. Gospa govori o žrtvah v Mauthausu na najbolj čuteč način. Kaj pa mi tukaj? Mi tukaj govorimo o naših krajih trpljenja. Ljudi, ki so umirali v domačih gozdovih, mnogi na pragu svojega doma, dolgo časa zamolčanih. Za njih bomo prižgali svečko v spomin in jim zaželeli večni mir in pokoj. Jaz prižigam svečko za Toneta, mladega pravnika, ki so ga zadnjič videli v Škofjeloškem gradu, po vojni seveda. Preveč je bil sposoben in pokončen, da bi ga pustili živeti. Prižigam svečo svojim 4 stricem, Jožetu, Janezu, Rudolfu in Antonu Albrecht. Bili so rovtarski domobranci, stari 24, 22, 20 in 17 let. Svečo pa prižigam tudi svojemu staremu očetu po mami, Francu Revnu, hotenskemu domobranskemu častniku.
Za njim je ostalo 6 otrok. Stric Jože Zorc, rojen leta 1921 v vasi Gabarje, župnija Dobrova, se je po prestanem italijanskem zaporu pridružil domobrancem. V začetku junija 1945 je bil skupaj z njimi iz Vetrin odveden v teharsko taborišče. Celovitejša resnica njegovega zemeljskega odhoda, življenjske daritve in smrti je žal še vedno zavita v molk. S hvaležnostjo zanj, kakor tudi za njegove utrpljenju preizkušene starše in sestre, prižigam svečo kot znamenje vere v naše vstajenje in večno življenje. Moje ime je Črti Rep Skrt, sem varuh spomina na Katarino in Marijo Čuk, Frančiško Ozbič z Črnega Vrha. Morili so jih partizani, mlade, nedolžne. Jaz pa vzgojen v mladih letih, popolnoma drugemu prepričanju, zoper vero, zoper take ljudi, kot so Katarina, Marija pa Frančiška, pa zavračam, še posebej kot pravnik javno zavračam, da bomo v 21. stoletju 2026. in še naprej zganjali spiralo sovraštva in nasilja. To svečo prižigam v spomin na svojega deda Viktorja Urbasa iz Viltuža pri Mariboru, ki ga je Udba ubila na njegovem domu po noči 3. septembra leta 1946. Pred ženo in 5 hčerami so ranjenega ustrelili v glavo. Del družine zaprli, najmlajše hčerke vso noč same pustili ob truplu in ga zjutraj odpeljali neznano kam. Naj bo ta luč znamenje živega spomina nanj in na vse žrtve komunističnega nasilja, ki še danes nimajo svojega groba. To svečo prižigam za moje 3 pokojne strice po mamini strani. Živeli so v Brekovcih pri Žireh in enega so, Francena, najstarejšega, so ubili že 44. leta in je pokopan na Rovtarskem pokopališču, ker tedaj je bila ravno meja in ga niso mogli pokopati v Žireh. Druga 2, Pavle in Vinko, pa sta po vojni, stari ata jih je peljal v Škofjo Loko, da sta se javila in nikoli več nista prišla nazaj. Bila sta poslana gor v Vitrinje, od tam pa so jih nazaj pripeljali. Po vseh dokumentih sta oba ostala v Brnci nad Hrastnikom v jami. Hvala jim za tako lep, mislim, da za zgled življenja, da so se tako lepo lahko odzvali. Hvala jim in hvala vsem, ki ste pripravili to slovesnost. Prižigam svečo mojemu dedu Francu Rebolju, ki je bil nasilno umorjen na pristavi, stricu Marjanu Rebolju, ki ni imel niti 16 let, ko so ga umorili na Črnelem, in stricu Franetu Rebolju, ki je bil umorjen na Teharjih. Poklanjam se vsem žrtvam vojnega in povojnega nasilja in želim modrosti našemu narodu, da vse dostojno pokopljemo, ker smo ljudje.
Svečko prižigam v spomin na moje tri strice iz velikih blok, Francetu, Matiju in Lojzetu Marold. Mama in teta nista nikoli izvedeli, kje ležijo njihovi mučeni posmrtni ostanki. Z nami se nikoli niste o tem upali pogovarjati. Pa naj ta svečka gori tudi v spomin na vse pomorjene domobrance, ki so napisani na farnih ploščah v Novi vasi na Blokah, saj so me mnoge žalostne žene in sosede prosile, naj ne pozabimo pogrešanih mož, sinov in bratov. To svečo prižigam v spomin brata moje krstne botre, Cveta Praperja iz Mežice, ki je bil mlad zdravnik in zadnji poveljnik Postojanke v Rovtah. Bil je ubit v noči od 21. na 22. junij. Za njim so ostale žena in hčeri stari 2 in 3 leta, ki pa zaradi teh tragičnih dogodkov nikoli več niso živele skupaj. To svečo prižigam za kruto umorjenega duhovnika v župniji Sveti Vid nad Cerknico, gospoda Karla Žužka, in za vse božje služabnice in služabnike, ki so svojo zvestobo Bogu in narodu plačali življenjem. Svečo prižigam za Franca Žnidaršiča, Pavlekovega Francla, ki je bil vrnjen iz Vetrinja v uničevalno taborišče Teharje in umorjen neznano, ki je junija 1945. Enak križev pot je pretrpelo še 12 fantov in mož iz Štrukljeve vasi, med njimi tudi moj stric Martin Petrič. Svečo prižigam za Ivana Lojena iz Bistrice ob Sotli, ki je še ne 19 let star padel pred Berlinom v uniformi Wehrmachta. Tedaj je mladeniče pobirala civilizacija, zdaj pa vsako leto odide v svet nekaj tisoč fantov in deklet. Tudi zato, ker se še nismo soočili s preteklostjo. To svečo bom nesel pred grobnico narodnih herojev. Priznati moram, da mi ta pot z tega prizorišča tja čez Šubičevo cesto ni lahka. Veliko nasprotujočih misli in čustev se preriva v meni, veliko vprašanj, zakaj nesti svečko na grob tistim, ki so povzročitelji zla in krivi za žrtve, ki se jih nocoj spominjamo. Težka je ta pot, a vem, da jo moramo opraviti. Težka je, kot je težka vsaka sprava. Zakaj torej nesti svečko tja čez cesto? Ne bom jo nesel zaradi njihovih del, nesel jo bom zato, ker smo dediči krščanske civilizacije, ki nam naroča, ljubite svoje sovražnike. Nesel jo bom zato, ker so tam pokopani naši bratje Slovenci. In nesel jo bom zato, ker so ljudje in ker smo ljudje.
Jaz tokrat praznoval ne bom. Ne konca vojne in ne zmage. Zaprl se bom v svoj tihi dom in molil za Slovence svoje drage. Za njih bom molil, ki so nekoč bili rdeči, beli, plavi in vsak v svobodo svojo zroč izginili v gorja poplavi. Naj lux perpetua zdaj sveti vsem, ki v breznih in grobovih spijo, in requiem eterna njih kostem, kjerkoli trhle. Od aprila do septembra 2022 so arheologi v Breznu pod Macesnovo Gorico izkopali posmrtne ostanke 3450 moških, umorjenih od 2. do 10. junija 1945. Inštitut za novejšo zgodovino navaja za nekatere žrtve kot kraj smrti Kočevski Rog. Med njimi Jože Debelak, 27 let, stara Oselnica, Franc Debeljak, 46 let, Retje, Ignac Debeljak, 35 let, Kočarija, Janez Debeljak, 40 let, Valburga, Jožef Debeljak, 31 let, Mala Slevica, Jože Debevec, 23 let, Dolenje Dole, Jernej Derčar, 19 let, Podgora, Miroslav Dernulc, 22 let, Podtabor, Peter Dežman, 21 let, Vratno, Jožef Dobovšek, 26 let, Sidraž, Alojz Dolenc, 34 let, Dvor, Anton Doles, 18 let, Jerišče, Frančišek Dolinar, 40 let, Moše, Janez Dolmovič, 27 let, Šutna, Karel Dolšak, 21 let, Velike Bloke, Franc Dolšek, 25 let, Šalka vas, Stanislav Drab, 44 let, Novo mesto, Frančišek Draxler, 41 let, Zbilje, Janez Draxler, 32 let, Mavčiče, Anton Dren, 31 let, Ponikve, Janez Drobnič, 23 let, Goriča vas,
Rafael Drobnič, 22 let, Valična vas. Stanislav Drobnič, 25 let, Valična vas. Stanislav Drobnič, 19 let, Hudi Vrh. Tomaž Drobnič, 48 let, Viševek. Anton Erbida, 21 let, Veliki Lipovec. Tone Erčul, 32 let, Mala vas. Franc Erjavec, 34 let, Loka. Ciril Erjavec, 23 let, Grintovec. Ignac Erjavec, 44 let, Ljubljana. Spoštovani, ob zaključku našega nocojšnjega večera, ko smo se zbrali, da bi se spomnili vseh žrtev komunističnega nasilja, bi se želeli zahvaliti vsem, ki ste sodelovali na današnji slovesnosti, nastopajočim, varuhom spomina in vsem vam, ki ste prišli na Trg Republike. Hvala vsem dobrotnikom, ki ste nam pomagali pripraviti slovesnost in pomogočili, da so bili lahko prek Planeta TV nocoj z nami tudi tisti, ki zaradi bolezni, starosti ali oddaljenosti niso mogli priti. Naj velja poseben pozdrav tudi našim rojakom, ki nas spremljajo na drugem koncu sveta. Hvaležni smo našim prijateljem v Novi Gorici, ki so se včeraj zvečer prav tako spoštljivo spomnili na trpljenje, ki ga je povzročilo revolucionarno nasilje. Ker smo ljudje, kličemo k dostojnemu pokopu vseh žrtev povojnih pobojev ter njihovi vrnitvi v narodni spomin. Njihov pokop ne pomeni kopanja jarkov za razdvajanje ljudstva, temveč našo civilizacijsko obvezo, ki bi jo morali že zdavnaj izpolniti. Upamo,
da je končno dozorel čas, da našo moralno dolžnost, neodtujljivo povezano s človeškim dostojanstvom, skupaj kot narod in kot država naredimo. Da ne želijo živeti v državi, kjer mrtvi še 80 let po vojni nimajo groba, imena in miru, so jasno povedali tudi mladi predstavniki pomladnih strank. Kot so včeraj zapisali v skupni izjavi, si Slovenci zaslužimo, da to breme končno odložimo svojih pleč. Saj ne moremo graditi samozavestne prihodnosti na zamolčanih grobiščih in neizrečenem trpljenju. Pokop posmrtnih ostankov več tisoč slovenskih rojakov pomeni tudi korak k pomiritvi, ki jo kot narod tako zelo potrebujemo. Prav zato si želimo, da bi vsi, ki imajo glas v hramu demokracije, podprli prizadevanja, da to boleče poglavje naše zgodovine končno sprejmemo. Ker je tako prav, ker smo ljudje. V upanju, da se naslednje leto srečamo na predvečer uradnega praznika, prisluhnimo eni naših najlepših ponarodelih pesmi Lipa zelenela je. Ob tem smo vsi povabljeni, da se pridružimo pevcem in skupaj zapojemo iz vsega srca, saj nova pomlad zelena, nov je cvet pognala. Hvala in lahko noč.